Zakaj je usahnil studenec na Mali gori? V Strugah sem imela teto, ki je bila tam 30 ali 40 let učiteljica. Imeli so šolo v kmečki hiši na robu vasi. Znala je tako imenitno medeno potico speči. Zato smo otroci leteli k njej kar tako. Kar pičilo nas je in smo leteli k teti v Struge. Pa pičilo nas je in smo leteli nazaj iz Strug v Ribnico k Šmalcem. Pri nas doma se je reklo pri Zalarjih. Anekdota je pa takšna, struška. Ko sem bila stara 4 ali 5 let, je teta videla, da dobro hodim in je rekla: Mimica, bo šla pa z mano v Struge? Bila sem presrečna, da bom šla čez hrib v Struge. Prej, ko še govoriti nisem znala, sem zmeraj jokala in sitnarila. Mimica, tu, gege. In so me zmeraj krotili in goljufali, da je teta na skrivaj odšla. Potem je bil pa velik praznik. Zdaj pa že hodiš fajn, zdaj bo šla pa z mano v Struge. Ker so se tedaj ljudje bali prehladiti, sem šla julija meseca v zimskem plaščku v Struge. Najprej si šel čez Lepovče, sedaj je tam vse zazidano. Kar srce me je bolelo, ko sem videla, da ni več Lepovč, samo še tablice so. Potem si šel čez Peščenek. Prav srce ti je bilo notri v ušesih, kot da te bo kap. Taka vročina se je uprla notri v tisti Peščenek. Tam je bilo polno mravljišč od tistih ta velikih gozdnih mravelj. In smo prišli po poti, ki ni bila še strma, do enih pečin, ki so bile velike kot ta soba in razgaljene. To je bilo na ribniški strani, tik preden prideš do kapelice. Ni bilo nobene trave na njih. In na tem robu, kjer so rasle prelepe smreke, ki so jih potem posekali. Mi smo pa rekli: Tuk lepe so bile, pa so jih posekali. Jasno, ker so jih prodali. Pa novih mladih je bilo dosti. Tam v tisti skali, v tisti pečini, ki je najbrž še vedno tam, je bila luknja, velika in visoka kot en kotliček. In tam nam je teta zmeraj rekla: Vidiš, tu se zgodi, če se preklinja. No, pa nam povejte. Pa nam je spet povedala, da je lončar iz Dolenje vasi na rami nesel polno lončevine. Se veste, tam še zmeraj delajo lončene izdelke. Na tistem mestu je bil studenec. Bil je žejen, ker je bila taka vročina na Peščeneku in na tisti pečini. Nagnil se je globoko dol, da bo pil, mu je pa piskre, ki jih je imel na hrbtu, dol vrglo z ramen in so se razbili. In se je prav grdo prdušal in začel razsajati ter preklinjati. Nakar se je studenček posušil in nikoli več ga ni bilo. Mi ga niti enkrat nismo videli. Ko je pa teta kot dekle začela v Struge hoditi v šolo, se je pa zmeraj lahko še napila med potjo.